dan želim še v mojem imenu. Ste utrujeni. Moje tako ne, 9 pa tu pa prepeljati z Ljubljano, pa sem tako. Jaz upam, da je bila pot in vse ostalo koliko v redu. Naloga Damjana pa mene je, da pripravimo oziroma da vam omogočimo, recimo temu pogled v delovanje Evropske unije. Jaz bom odkrito povedal, tisti, ki vam bodo rekli, da vse v Evropske uniji imajo dve možnosti. Ali so totalni preferi, ali vas hoče pa okolj prinesti. Je nemogoče, da znate vse v Evropski uniji, recimo sam pravni red, trenutni pravni red Evropske unije, je nekaj 100 metrov gradiva enega do drugega zloženega skupaj. Se pravi, resnično je to vseobsegajoča, veste mu rečem, mastodontska organizacija, ampak naj vam ne jemnem poguma. Naša naloga, narekovajih, danes je, da bomo poskušali približno razumeti, kako se odločitve sprejemajo, kateri so tisti organi, ki so najpomembnejši in seveda, kje lahko mi, kot državljani in državljani Evropske unije, vplivamo. Se pravi, ali sploh mi imamo kakšno možnost vpliva na to, kaj se pravzaprav v Evropski uniji dogaja. Zdaj, uvodoma sem dal ta slajd, gor moja domovina, malo je provokativen, zato, ker če danes nekoga vprašate, ali se počuti Evropejca, bo začel malo zavijati z očmi, kaj pa zdaj to? Mimo grede, verjetno vsi veste, da vsak, ki je nosilc potnega lista Republike Slovenije, hkrati tudi nosilc evropskega državljanstva. Se pravi, iz tega vam prihajajo določene pravice in dolžnosti, ampak tega se praviloma niti ne zavedamo, zaradi tega, ker se nam zdi vse skupaj tako nekako oddaljeno. Zakaj pravzaprav mi Evropska unija ne jemljamo za domovino in kje so pravzaprav težave? Je pa stvar, ki želim skozi dve svoje zajeti. Zdaj, najprej problem in težava je aktivno državljanstvo nasploh. To mislim, da se boste strinjali z mano. Mi se nahajamo v nekem obdobju, ko ljudje, volivke in volivci, državljanke in državljani, kakorkoli že, smo v veliki meri izgubili zaupanje v sisteme, ki jih imamo. To teorijo oziroma to hipotezo boste lahko preverili samo, če boste povedali udeležbo na volitvah in boste ugotovili, da ljudje pravzaprav bolj izjemoma volimo kot praviloma. Se pravi, če na hitro sem grem skozi dejstvo v volilno udeležbo, boste ugotovili, da ljudje najrajše hodijo do lokalne volitve, tam še grejo državno-zborske, tam je že težava, zato ker smo jezni na vse živo in pa kar ne šli. Ko pridemo pa do evropskih, pa ne vem, če sem provokativen, kdo pa je od vas, recimo, šel na evropske volitve? 1, 2, 3, 4, 5, pa ste še dobri, ko pridni ste. Če bi to vprašal, kje do kakšnih drugih priložnosti, mogoče bi 2-3 roko dvigali. Ljudje dejansko niso v tem smislu aktivni. Aktivno državljanstvo se začne pri doma, kjer je težava, kot sem že prej povedal. Še bistveno večja težava je potem pa, ko se pogovarjamo okrog tega na ravni Evropske unije. Seveda, kje so potem dejstva, tudi jih je nekaj narejenih, se pravi, mi smo sami dovolj aktivni, to mislim, da smo zdaj razčistili. Smo razočarani Evropske unije. Jaz, kadarkoli poslušam RTV Slovenije, tam poročila gledam in poslušam, bom zmerno znova slišal, koliko je ta Evropska unija že deh, koliko nam ta Evropska unija nagaja. In tu govori o politiki, pa je dovedno. Pa se pa vprašam zdaj, a mi zdaj v paralelnih svetih živimo, kako, sej Evropska unija, veste, ni z neba padla, samo drž pa toča. Se pravi, kje je zdaj težava? Se pravi, mogoče mi nismo kreirali prave Evropske unije, ampak potem to ni krivda Evropske unije, ampak je verjetno krivda še koga drugega. Tako da, to razočaranje ni čisto na mestu. Nerazumevanje vloge Evropske unije v naših življenjih je velika težava in velik problem. Če danes vprašate povprečnega državljana Republike Slovenije, rečete, poslušajte, a je Evropska unija, ki vpliva na nas? Vsak rekel, kaj, kje pa je to, nekaj Brusno tam, to nima nobene veze. Fulma veze. Sam mi tega ne vemo. Namreč zakonodaja, ki se sprejema na ravni Evropske unije, je tista, ki jo moramo mi tudi implementirati v naš pravni red. Se pravi, če se tam nekaj sprejme, to moramo mi udejanjati. In kdaj ta težava nastopi, ko je enkrat recimo to udejanjeno, pa mi, če za njih 7-8 let, ko to dejansko pride v življenje, čakajte, to pa mi ne bi, mi se pa s tem sploh ne strinjamo. Recimo en tak primer,
sigurno se boste spomnili, ko je Slovenija pristopala k Evropski uniji, je bilo veliko govora o kvotah, proizvodnje hrane, mleka, mesa in tako naprej. In med drugim je bila tudi vprašanje kvot produkcije oziroma proizvodnje vina. In takrat smo vsi mi na veliko obljubljali, ni problem, to mi, sam, da se zrinemo noter. Potem smo vsi dobili neko prehodno obdobje. In ne vem, 4 leta nazaj, če se boste spomnili, to prehodno obdobje mine in seveda pride nekdo iz Bruslja in reče, prostite, da imamo vod, zmenili smo se za tu hektarje, vi jih imate toliko, tu pa to je treba da stran. Pa začnejo povedati, čakaj, kaj mislite vi, da bomo zdaj sekali trto? Ja, sekali boste trto. Ja, pa če sem jo 100 let imel, to ni naš problem, vi ste to predpisali. Skratka, če poenostavim, zakonodaja, ki se sprejema na ravni Evropske unije, ima posledice na naši ravni. Žal, ker se tega zavedamo prepozno, je to nepovratno. Namreč takrat, ko enkrat pride v veljavo, mislim, da nimamo nobenih možnosti, da bi lahko to še kako spremenili. Abstraktnost je velik problem, abstraktnost je tudi povezana z nečim drugim, to je verjetno kolega Daniel že opozarjal, to imenujemo tudi demokratični deficit. Zakaj? Namreč mi, državljanke in državljani, resnično nimamo občutka, ne vem, če ga imate vi, jaz ga recimo nimam, da lahko resnično pojde popen dekel z gornje kumbote, pa res lahko spremeni Evropsko unijo. On tega ne verjame. Pa se ni edin. Torej, ampak zdaj, zakaj tega ne verjame? Zaradi tega, ker nekatere institucije, bomo kasneje videli, ki jih imamo v Evropski uniji, dejansko ne podlegajo volitvam, ampak so stvar nekih dogovorov. In seveda potem je zelo legitimno vprašanje, vse me noben nič ne vprašal, vse mi dobimo nekega komisarja, a ga kdo pozna, vse ga nismo nikoli slišali, zvedeli, svečer, nič. In tu se nekaj zmeril. In tukaj je očitek Evropske unije, ki se ponavlja že ves čas, pa se težko kaj spremeni, očitek, da nimajo demokratične legitimnosti, oziroma imajo demokratični deficit. Se pravi, dejansko mi, kot volivke in volivci, pravzaprav zelo težko v nekaterih pogledih. To spreminjanje se da potem je ta abstraktnost zelo prisotna. Nedefinirana evropska identiteta. Vsi, ali pa mnogi govorijo o evropskem državljanu, kako je to pomembna stvar, ampak kaj pa je evropski državljan danes? De facto. Veste, mi nismo Združene države Amerike, mi nismo Američani. Mi nismo šli po poti Združenih držav, ki so začele iz nič in zgradile identiteto. Ne. Mi vsi identiteto imamo, in to stoletja, da ne rečem tisočletja, in zdaj poskušamo znotraj nabora vseh teh identitet najti eno, ki bi pa povezala zdaj vse naših, 28, v neko skupno identiteto. To je seveda velik problem. Zdaj, kako vi rečete danes, recimo Francozu, ne pusta detalj, ti ponosen Francoz, ti bod kar Evropejc. Vas bo na rekel, ti imaš kakšen problem v življenju, ne mislim samo. Si vi predstavljate, mi rečemo, kaj pa tista Bastilija, se to ni pomembno. Pustimo to na vlaka zgodovínska, dajmo mi prej kot Evropejci. Predstavljate si Britanci, sploh ne bomo končali stavka, kaj bi oni rekli. In še. Torej, mi imamo na rekovaj problem, težavo, da seveda gradimo neko identiteto, ki se na neki točki lahko spopade z našo nacionalno identiteto. In tle je težava. In težko je ponotraniti danes biti Evropejc. Jaz dosti vsem študentom rečem, poglejte, koliko enih vicov in šal in še česa imate v različnih narodih. Pa ne vem, rečete, kaj pa je značilno za Francoza, pa bo z rokava stresel, recimo, kaj Francoz je in kaj ne. Da ne govorimo o kakšnih pregovornih, Škotih, ki so seveda zelo širokogrudni in še o kom drugem. Se pravi, mi imamo kup enih teh značilnosti. Če pa rečem danes, kaj pa je Evropejc? Je pa problem. Sej nimamo se kaj prijeti. In seveda je težko potem graditi neko identiteto, da se potem distancira celotna institucija. Na koncu seveda znanje, znanje osnova, če nečesa ne poznamo, če nečesa ne razumemo, potem je pravilno tako, da poskušamo tako stvar ali malo odviniti od sebe, ali pa reči, ko pride že tista stvar, veš kaj, danes pa nimamo nekaj časa, tega mi malo ponoviti, pa bomo enkrat drugič, iz drugice odredimo. Kaj je normalno? Če človek ni v smislu opravnomočen, če ne pozna zadeve, on ne more samozavestno nastopati pred dijaki, študenti, učitelji, in potem seveda
se poskušamo temu umakniti in posledice seveda da Evropske unije na dnevnem redu. Kaj je priložnost Evropske unije? Spomnili se boste, 2 leti nazaj, zdaj že 3, je Evropska unija dobila Nobelovo nagrado. Ko so to povedali, se spomnim, da so ljudje prhali v smeh in se rekli, kaj se smorije, kar neka unija, pa kar Nobelova nagrada. Kakšna je pa to zdaj fora? Ampak je. Namreč Evropska unija, in to je eden pomembnih dosežkov Evropske unije, je, čeprav je to težko povedati na glas in težko komu tudi priznati, je v teh, recimo, 70 letih pogojnega obstoja dosegla kaj? Da imamo tisti, ki ste zgodovili praktično najdaljšo obdobje miru na evropski celini. Če boste pogledali nazaj v zgodovino, boste ugotovili, da če smo kaj Evropejci znali, je, da smo se znali tepsti. Zdaj se pa pogovarjamo. In to je zelo pomemben doprinos Evropske unije. Se pravi, nekdanje države, ki so povzročile ali pa pomembno sodelovale v svetovnih morijah in še v čem, se danes na mesto tega, da se gledajo preko nešane puške, poskušajo pogovarjati o odprtih vprašanj. To je velik doprinos, ki ga morda jemljamo danes samo po sebi umevnega in rečemo, pa ja, svet normalno, da živimo v miru. Ni čisto normalno. In ponovno poudarjam, če boste pogledali samo zadnjih 200 let Evrope, pa začnite s francosko revolucijo, pa recimo do današnjega dne boste ugotovili, da smo imeli skozi kontinuirano vojne na evropski celini, ki niso bile zanemarljive, če se pogovarjajo o uničevanju in ubijanju. Torej, ja, izvolite. Kar, seveda. Ja, no, neklične hudiče, kje se? Ne, se strinjam z vami, sem so bile še bolj, ne, se pravim, jaz sem takrat malo provokativno, sem se provokativno rekel, pa še se spomnim, francoska revolucija, ne, 1789, pa imate do Dunajskega kongresa vojno 1815, ne. Potem imate kratko obdobje miru, pa imate Bismarcka in združevanje Nemčije 1871, spet vojno, spet pobijanje, ne. Potem se kume pomirijo, ne, imate že balkansko vojno, ne, 1912 do 14, oziroma 11 do 13. Potem imate že prvo vojno, pa smo se skupaj pomerili, pa imate drugo vojno in, ne. Ampak unija dejansko, se pravi od 45 do danes, skozi dialog, ne, vzpostavlja neko novo kvaliteto sobivanja na celini. Se postrinjam z vami, vojne so, bodo in jaz sem celo tako, da so neizbežne, zato ker ljudje preprosto še nismo na ravni, ko bi znali konflikte ali pa razlike reševati na način, kot narekovajih to počnemo v Evropi. Čeprav ne bo sigurno nekdo rekel, kaj pa Balkan, se strinjam. Balkan je bil tudi nek način, ne nek način, dejstvo, vojno stanje, vojno razbijanje in tako naprej, ampak tudi tukaj je poskušala Unija, čeprav spet lahko debatiramo na kak način in na kakšnem sebi, reševati ta konflikt. Ampak nekako smo si pa zagotovili eno kontinuiteto miru in gospodarske rasti, bote tega tudi nadaljevati. Kolegice, izvolite. Aha. Bom povedal, ja. Se strinjam. To je zelo dobro vprašanje. Zdaj, če bomo včas, zdaj bomo zašli, ampak vseeno bomo govorili. Vojna in terorizem, če damo enačajno mesto, da bomo ful veliko. Veste zakaj? Ker če vojna izenačimo s terorizmom, potem pristanemo na dikcijo izrednih razmer, na mobilizacije in na vse ostale aktivnosti, ki ukinjajo demokracijo. In seveda tukaj absolutno, to vas moram opozarjati stokrat, ne smemo dati enačaja. Čeprav politiki to dosti krat servirajo. Kaj pa je rekel Hollande prvi dan po Bataclanu? Francija je v vojni. In kaj je sledilo? Izredne razmere. Konec 3., 4. in tako naprej. In je omejil človekove pravice. Torej, med terorizmom in vojno je absolutna razlika. Pravno definirana, vsebinsko definirana in vse ostalo. Se pa strinjam, da pa grožnje, s katerimi se danes seznanjamo, pa niso konvencionalni, če lahko temu rečem. So nenormalni, če bi lahko primerjali. Se strinjam, ja. Miru, jaz bi rekel tako, miru ja, ne pa v stanju popolne varnosti.
Mir, ja, se pravi, mi se dejansko ne bojujemo, nimamo nekih frontnih in drugih vprašanj odprtih, ne, v smislu neposrednega konflikta. Seveda pa sem prepričan, da se vsi ne počutimo varne tako, kot bi se počutili, če terorizma ne bi bilo. To se pa strinjam. Ampak se pravi, počutiti se varno, ne, še ni nujno biti v vojni. To moramo reči. Smo pa v velikem stanju imeli, če se pa Sirijo primenja. Ja, seveda, absolutno. Vse to je to. Definicija vojne, ne, je dejansko, če boste pogledali v različne slovarje, ne, jaz sem sicer bramboslovil, zdaj tele pol ure sem o tem, ampak vojna pomeni dejansko stanje množičnega uporabljanja nasilja in sistematskega krščenja človekovih pravic. Ne. Tega upam ne bomo doživeli, ker če bomo to doživeli, bomo problem. Ampak se pravi, je pa izziv, varnostni izziv, ki ga pa imamo, pa je velik problem in nimamo nanga, to se tudi strinjam z vami, če izdelanega odgovora. Nimamo. Ne? Zakaj ga pa nimamo, bomo poprašali v nadaljevanju. Ko pa se pogovarjamo o teh vprašanjih varnostnega izziva, potem pa seveda bi morali imeti, to pa je dejstvo, vsaj poenoteno videnje do določenih stvari in tle se spodati. To je pa zdaj ona civilizacijska norma iz začetka, ko sem nam govoril, ne? Francija vidi nacionalno varnost na en način, ne? Britanci vidijo kot nekdanji kolonialni imperij na drug način, Slovenci kot mlada demokracija pa na tretja. Ne? In seveda, ko je zdaj to treba spraviti na nek, recimo temu, skupni imenovalc, imamo problem. Imamo zelo, zelo velik problem, ker v ozadju tega pa noben ne skriva, ne bomo pošteni. Vsaka država članica ima, žal, tudi lastne, nacionalne, najprej, potem pa vse ostale interese. In ti interesi so dosti kot v koliziji s tistim, kar bi mi radi dosegli kot skupni imenovalci Evropske unije. Žal. Ampak do tega pridemo do države. Če se vrnem zdaj nazaj, kje so države? Doslednejše spoštovanje človekovih pravic, to moramo povedati. Ne? Evropa in Evropska unija kot recimo temu protagonist je naredila ogromen premik v pravo smer. Človekove pravice in standardi človekovih pravic, kot jih mi razumemo v Evropi in jih tudi udejanjamo, so na zelo visoki ravni. Resnično zelo visoki ravni. Recimo, en primer, Evropa je z svojo deklaracijo človekovih pravicah in državljana ukinila smrtno kazen v Evropi. Recimo na nas, Evropejce, je popolnoma nesprejemljiva debata gospoda Erdogana, ne, ki zdaj govori, da bi pa on kar malo smrtno kazen upel. To je za nas normativ, ki ga ne moramo sploh vzeti v noben kontekst. In če ste poslušali Steinmeierja, se pravi zunanjega ministra Nemčije, je on rekel, tukaj se pogovor konča. Če misli Turčijo s tem resno, potem nima kaj početi v Evropski uniji. To je za nas norma. Ne morate vi uveljavljati takih stvari. Potem imamo naprej javno izražanje, se pravi svoboda govora, zbiranja, potem človekove pravice do socialna vrednota in tako naprej. Te stvari vse v Evropi imamo na bistveno višji ravni, kot če recimo damo na drug stran, prej so recimo na vrhu Ameriko, Združenih držav Amerike pa zdaj ponovimo, ne, boste videli, kako je pa pri njih. Policijsko nasilje, to je zdaj aktualna tema v ZDA, ko ste pa spremljali. Za nas so te norme popolnoma nesprejemljive. Da policist potegne pištolo v te strani in poreče, ups, ne, vsej nisem mislil, ne. To je za nas nemogoče, ne? Ker imamo tudi že omejitve. Tudi nosilcev uporabe sile imamo take omejitve, da on tega ne more narediti. V ZDA je pa to popolnoma normalen princip delovanja. Temu oni rečejo rules of engagement, se pravi pravila delovanja nosilca po oblastilu. Ko sem jaz bil v ZDA pred leti in sem šel čisto po eni ulici, želel sem vprašati policista, kam mora imeti, iskal sem en nastop in stoji tam 50 metrov od mene, jaz grem proti njemu. On tako je, če stavite se, on začne še pištolo, in reče, ne bi jaz nisem, to sem ulica, veste, ja. Aha, okej. Ampak on je že imel pripravljeno strel, ne. Pri nas teh problemov, narekovajih, še nimamo. Tako da lahko mirno rečemo, da smo v tem civilizacijskem smislu, kot Evropejci strašno napredovali, tudi po zaslugi Evropske unije. Transparentnost javnih financ, dobro, tle bomo pa lahko debatirati. Začnimo lahko pri nas v Sloveniji, pa ne bomo še kakšne druge države in tako naprej. Neenakovredno razvoj regij, tudi tukaj imamo nekaj dilem. Težko rečemo danes, da je Evropska unija regionalno gledano približno enake razvojni stopnji. Bomo videli, kje so težave. Obvladovanje konfliktov, recimo, da imamo vsaj nek konsens, da ga rešujemo na miren način, enotno nastopimo na globalnem trgu, imamo težavo. Zakaj? Ker države pa že zagovarjajo svoje nacionalne interese in vi boste videli mnogokrat, kanclerka Merklova, ona gre
na Kitajsko se sama pogovarja, ona se ne gre kot evropejka, ona se gre kot nacionalna premijejka, katerih interesi so Daimler-Benza in Bayerische Motorwerke in podobno, se pravi BMW in drugih. Ona ne bo tam zdaj zagovarjala, ja, kaj pa Gorenje in Slovenije, to vas prosim. Skratka, tlele imamo nekaj tih težav. Zdaj, ali nas omeljuje, zdaj tukaj moram poudariti, da Evropska unija nas omeljuje točno toliko, in to sem že prej povedal vodoma, kolikor mi to želimo. No in dejansko, zdaj bomo videli skozi samo delovanje, dejansko v Evropski uniji tekmujete dva koncepta. En koncept je, da bomo zgradili, recimo temu, nadnacionalni prostor, kjer se bodo države odpovedale določenim privilegijem in pravicam nacionalnih držav in bodo oblast izročile drugemu. To je en koncept, se pravi nadnacionalnost. S tem seveda pomeni, da mi določene stvari izgubljamo kot država. In drug koncept, ki govori, ne, mi bomo bili samo prijatelji vsi skupaj, se bomo kaj dobili, kofe spili, šli na malco, ampak nacionalni interes bo pa naša stvar. Ne damo z rok vojske, policije, sodstvo, to bo pa naše. Nacionalno. Skozi imamo tekmovanje teh dveh konceptov in skozi razvojne faze Evropske unije smo imeli ljudi, ki so zelo, bom rekel, porivali naprej ta koncept, se pravi nadnacionalni, ki se je vedno znova na koncu zaletel v zid, in na drugi strani, kjer smo imeli države, ki so rekli, ja, pa dajmo probati vseeno ostati samo prijatelji. Nosilke teh dveh konceptov so Velika Britanija, popolnoma hoče ohraniti vse, mi smo lahko prijatelji, dajmo na kofe, ampak imeli bomo svojo valuto, svoje vojske, svojo zgodovne politike, se pravi, mi govorimo na nacionalnosti, zaradi tega so tudi izstopili, ne nazadnje. In na drugi strani, predvsem manjše države, tudi Nemčija, ki se pa nagibajo k temu, da bi vseeno zgradili nek nadnacionalni institut in bi se mi sami odpovedali določenim pravicam v dobrobit vseh ostalih. Skratka, ta koncepta sta vgrajena vse mehanizme vodenja Evropske unije. Kako deluje? Ja, zdaj se bom pa pomogel uprt na, recimo temu, pravni red Republike Slovenije. V osnovi bomo probali zgraditi paralelno sliko. Torej, v vsaki državi imate po principu ustavnega prava oblast deljeno v 3 veje oblasti. Lahko kar na glas, zakonodajno, ki je ima v rokah kdo? Parlamenti, tako, se pravi, lahko so pa ti parlamenti različni, dvodomni, enodomni in tako naprej. Prav, v Sloveniji imamo kakšne? Ok. Nisem da slišal. Kakšen je že? V Republiki Sloveniji, tudi tukaj smo mi doma, Ja, ok. Kakšen parlament imamo v Sloveniji? Enodomno ali dvodomno? Dvodomno. Bravo, dvodomno. Katera je pa slaba nova, če se lahko to? Ker to je največji lapsus televizijcev vsak dan. Še enkrat? Tako je. Enkrat okrve je pokonsko, slište televizijo v slovenskem parlamentu, se tukaj poslaš počasno. Kako v slovenskem parlamentu? Slovenski parlament ima državni zbor in ima državni svet. In drugi dom ima pravico, bravo, pravico veta. Zdaj, koliko je ta pravica pomembna, se da debatirati. Ampak, ker po ustavi vemo, kaj pomeni samo to, da lahko oziroma mora državni zbor ponovno obravnavati predlog zakona in ga z absolutno večino, se pravi s 46 glasovi za spravi skozi, ne glede na to, ki vpijajo v državnem svetu. Ja, kolegica Zorka. Sam da razčistim. Torej, parlament je sestavljen iz sveta in zbora. Tako. Nekaj ponekod tudi v učbenikih je poenoteno. To nikako ne drži. Če je bolj feder. Zelo jasno moramo biti, če enkrat bom podaril. Parlamenti so praviloma sestavljeni iz 2 domov. Iz državnega zbora v našem primeru in iz državnega sveta. Združene države Amerike je ista zgodba. Imate House of Representatives, se pravi hiša oziroma predstavniški dom in senat. Nemčija, isto. Bundestag, Bundesrat. Francija ima se poslansko zbornico in senat. Italija, ki hoče zdaj ukiniti, ima isto poslansko zbornico in senat. Zakaj? Ker je želja ugraditi
checks and balances, se pravi nadzor nad dvema strukturama. Ne? Se pravi, če bi se že poslanci nekaj zmenili, pa kar zglasovali, hočemo imeti varovalko, da bi nekdo preprečil tak zakon. Ne? Smo skupaj, se pravi, parlament je nosilc zakonodajne veje oblasti, je samostojen, zdaj koliko je bomo lahko debatiramo spet, ali kaj so vam izpravili, ne, to je druga zgodba, ampak v osnovi je samostojen in vsak član parlamenta deluje po svoji bravi. Ampak to je zdaj deklarativna izjava, ne? Če boste pa videli, kako v resnici gre, pa imate pa točno navodila, kdo mora, da jih pritisne. Ampak pustimo zdaj to problem. Skratka, to je zdaj zakonodajna veja oblasti. Druga veja je tako, izvršna veja oblasti, ki jo predstavlja vlada. Tako je. In ministri, in državni sekretarji, ki jih lahko nadomešča in tako naprej. Skratka, vlada je tista, ko se zakon sprejme, ga vlada izpelje. Smo skupaj. Se pravi, čisto po domače, sprejme se zakon, na avtocesti se bomo vozili 110 na uro, ne? In potem seveda ta zakon pride k gospe Gerke Žnidar, ona pokliče direktorja policije, to je zdaj zakon, pufum ga zladarje ven, vas ostavi poln. Prehitro ste vozili, ker zdaj pa spet voza 110. Se pravi, vlada uveljavlja in izvršuje zakone, ki jih sprejema zakonodaja veja oblasti. Smo skupaj. In če pride do dileme med tem, ali smo res kršili zakon, ne, imamo tretjo vejo oblasti, sodno, ki mora biti spet avtonomna, samostojna, to o te avtonomije se spet debatirate, pa pustimo stati. Ampak oni pa presojajo, ne, ali ste res ta zakon proizvajali, ali ste ga sploh prav sprejemali, v tem primeru govorimo o ustavnem sodišču, ki tehta vsak zakon, ki se sprejema, ali je v sozvočju z ustavo, temeljnim aktom države in tako dalje. Sprav, tri veje oblasti. Izvršna, zakonodajna, sodna. V EU je zgodba identična. Vejca, vendar, se začne komplicirati. Kje? Gremo pa v institucijo. Evropski parlament. Spomnite, ko smo v Sloveniji rekli, ne, naš parlament je dvodomov. Ta ni. Ta je dom. Nima dveh domov. Potem smo rekli v Sloveniji, da je parlament samostojen pri sprejemanju zakonodaje. Ta ni. Ker se države bojijo in ščitijo svoje nacionalne interese. In poslanci tudi če 100-krat zglasujejo, pa še čez oko izkočijo, ta zakon morajo predtem, pred nastopijo veljavo, uskladiti z nacionalnimi interesi držav članic. Zdaj, niso samostojni, tako kot to velja v slovenskem primeru. Je pa res, je pa bistveno, da so edina institucija sploh v Evropski uniji, ki jo volimo. Nič drugega ne volimo. Polno nič. Samo člani Evropskega parlamenta. Poredo? Kaj se dogaja? To je ta sala v Strasbourgu. Mislim, da je načrtovan obisk te institucije. Evropski parlament je zanimiva zgodba. Namreč, prvo imate 751 ljudi, ki tukaj sedijo. Težava, ki je nastala, je pri tem, da seveda moramo ponderirati, zdaj, koliko sedežev ima katera država. Vse to je ista zgodba kot v ZDA, zdaj, če ste spremljate volitve v Ameriki, vidite, da recimo v kongresu, v predstavniškem domu, bolj natančno, imate število sedežev razdeljeno med države v zvezi, se pravi, Teksas smo toliko Kalifornija, toliko Florida, toliko in naprej, kar je enako elektorski glasovi, če ste ki spremljate. Ok, vse ni pomembno. Pomembno je, da seveda imate različno velike države po številu prebivalcev in da je treba najti nek res, neko formulo, po kateri bomo mi v narekovajih vsi srečni. In ta formula je taka, da so države zaradi ogromnih razlik v prebivalstvu so razdelili v posamezne razrede. In so rekli, od toliko do toliko milijonov prebivalcev, toliko sedežev. Od toliko do toliko sedežev. Zakaj? Ker če bi vzeli progresivno lestvico, pa bi sam Nemci sedeli noto, pa samo zdaj. Ker jih je pač 83 milijonov. Zdaj bo že 84. Slovenija pa vemo, kje je. Torej, razdeliti je treba po populacijskih razredih in na ta način so dorekli, da veliki zgubljajo, mali pa malo pridobivajo. Zdaj, če bi vzeli formulo, se ne vem, če vam sem sekundu, če vam naprej, imam se
Če bi zdaj računali 96 poslancev, razdelili na 82 pa 83 milijonov, bi ugotovili, da v Nemčiji za vsakim poslancem je približno 890 tisoč ljudi. V Sloveniji pa 250 tisoč. Mi smo na boljšem. Ampak to je bil kompromis, ki so ga mogli veliki sprejeti, če so hoteli doseči nek dogovor. Drugače ne bi šlo, ker bi veliki premagali vse ostalo. Torej, po tej razvrstitvi imamo Nemčija 96 poslancev, Malta 6, predsednikov volijo oni za sebe, in če pogledamo naše poslance, jih imate tukaj na fotografiji. Se pravi, Slovenija pripravlja 8 poslancev in teh 8 seveda hodi in dela, živi v Bruslju in v Strasbourgu. Je pa zakaj spet to zmeda? Namreč Evropski parlament ima pravzaprav 3 sedeže, da je zmeda še bolj popolna. Ima ta glavna plenarna zasedanja, to je tisto, ko so vsi sprejeli. To imate v Strasbourgu, ampak ta zasedanja potekajo enkrat na mesec. Se pravi, v enem tretji teden je to praviloma v mesecu, se vsi zberejo v Strasbourgu in imaš sejo, ki traja 3-4 dni in to je to. Vsa zasedanja delovnih teles, odborov, komisij in tako naprej, pa praviloma potekajo v Bruslu, kar pomeni, da mora ves ta establishment parlamentarni potovati iz Bruslja v Strasbourg in nazaj. Jaz seveda me boste vprašali, halo, to pa nekaj stane. Da, 250 milijonov potrebno. In seveda vas, a je to res nujno potrebno? In ja, je nujno potrebno. Namreč pred leti je Švedska postavila to isto vprašanje. In so na njo skočili. Veste, kaj vi Švedi, ne? Nikoli niste bili v nobeni vojni, vedno ste pametovali, zdaj boste pa še nam govorili. Namreč za kjer kontekst gre? Gre za kontekst pomiritve dveh velikih sil, Francije in Nemčije. In med njima dvema, v dokaz kohabitacije, sodelovanja, so rekli prav, bomo postavili sedež parlamenta na mejo med Nemčijo in Francijo. Čeprav so Francozi spet po francosko, malo več potegnili tega, ker sta je v Franciji. In imajo nekaj več. Je pa na meji, to je pa tudi res, ker vidite čez Nemčijo. Ampak to je bil primer, recimo temu, bratskega vzdušja evropskih narodov. In seveda, ko so eni Švedi to začeli načenjati to temo, so jih odrezali v 2 sekundah, so rekli, da je ni bil konc debata. Tako da, vsak mesec imate transfer narodov, se pravi, tajnice, poslanci, vse se pele dol in se pele nazaj. Ampak, kot sem prej rekel, to je del, recimo temu, evropske kulture oziroma evropske tradicije. Gremo naprej, kar se tiče parlamenta. Ja, izvolite. Bruselj je bil prepoznan kot tako imenovano srce Evrope. Namreč geografsko, zgodovinsko in drugače gre za stičišče narodov. Če ste bili v Belgiji, boste vedeli, o čem govorim, se pravi, imate pravzaprav Belgija polpolne, germansko-romanska. Se pravi, imate Flamce, ki so izrazito močna skupina, tudi gospodarsko, kar fajn močnejša v Belgiji in očita marsikaj drugi skupini, ki jo drugače imenujemo Valonci in pripadajo v bistvu Franciji, oziroma so francoski govoreči del Belgije in pripadajo skupini, romanski skupini jezikov. Se pravi, oni so primer kohabitacije teh razlik, ki v Evropi nastanejo. To je ena stvar, druga stvar, Belgija je bila vedno znova del tudi svetovnih vojn, se pravi, na njenem teritoriju so se bojevale praktično skoraj vse vojne, od prve, druge in nazaj. In v spomin, ali pa opomin, konc koncev Waterloo imate streljaj Brusla, če ste bili v Bruslu. Mislim, da se ena skupina celo z mano ostala na Waterloo. Skratka, gre za nek teritorij, kateremu so tudi poskušali zgodovinsko izkazati ne samo spoštovanje, ampak kot primer kohabitacije, evropske kohabitacije prihodnje. Zaradi tega je Bruselj bil že v osnovi pozicioniran kot mesto, kjer ne bi te institucije evropske, ki se poraztekajo po celi Evropi, bile umeščene.
Moram poudariti, če ste za NATO, ki poznate NATO, ste slišali za NATO. No, NATO v osnovi ni bil bruselska institucija. NATO je bil sedež v Parizu, pa so se 1961, pač klasika, De Gaulle, pa to je druga zgodba, se je sprl z Američani, pa jih je nogiral iz Pariza. In jih je med novim pravzaprav. So potem predstavili sedež NATO iz Pariza v Bruselj. V osnovi pa ni bila to neko institucija, ki je imela sedež v Bruselj. Evropska unija pač. Še kakšno vprašanje? Mandat poslancev je 5 let, z neomejeno število reelekcije. Praviloma je tako, da ljudje, ki uspejo biti izvoljeni v Evropski parlament, tam, kar ostanejo dalj časa, recimo Angleži ali pa, če vzamete Nemci, Francozi, imate poslance iz teh dveh držav, ki so po recimo 15, 20, 30 let delali kot evropski poslanec v Evropskem parlamentu. Pri nas je pa ta fluktuacija malo večja in sicer imamo najdalje, je seveda gospod Petrle, najdaljši evropski poslanec, od samega začetka, ne tukaj. Ostali se pa potem majčka imenujejo, gospod Zver je drugi mandat, Tanja, mislim, da je tudi drugi mandat, Roman, mislim, da pričam, mislim, da je prvi, Šotek sem prvi, pa mislim, da je Weigl je tudi drugi mandat. Ostali pa malo rodirajo. Zdaj, kako je ta ključ razdeljen? Mi volimo stranke, namreč evropski poslanci so člani poslanskih skupin, to moram podariti. Dostikrat ljudje mislim, da so slovenski poslanci v Evropskem parlamentu zaščitniki nacionalnih interesov. Ne, niso. To moram večkrat podariti, ni res. Mi imamo drug institut, kjer se ščiti nacionalne interese. Tle pa ne. Evropski poslanec se mora vključiti v družino, poslansko skupino, ki mu njegova matična stranka pripada. Konkretno, SDS-evi poslanci iz Slovenije so člani Evropske ljudske stranke. SD-jevi poslanci so člani evropskih socialistov. Se pravi, oni niso tam zdaj klub, tistih 8 ljudi, ki sedi, pa nekaj tam zdaj upije, kaj je dobro za Slovenijo. To ni temu tako. Oni so del poslanskih skupin. In samo da znotraj teh poslanskih skupin zagovarjajo interese celotne poslanske skupine. Gospod Šoltes je zeleni, on se zelo veliko ukvarja z okoljskimi vprašanji na evropski ravni. In tako naprej. Skratka, oni niso, še enkrat poudarjam, zaščitniki našega interesa. Kako se pa oni umestijo noter? Aha, to je pa že prej. To je pa že prej namreč stranke. Stranke, ki preden sploh pride do volitev, se je že po predalčku gledal že v potem te bloke, evropske bloke, in stranka v Sloveniji se mora oziroma se jo vključi v družino neke druge strankarske skupine na ravni Evropske unije. Torej, glas za, recimo, ne vem, v tem primeru gospoda Šoltesa, bo glas Zelenim Evrope. Glas gospodu Zveru bo glas Evropske ljudske stranke. To je to. Ampak to se že vse prej zgodi, preden se volitve sploh dogodijo in preden mi gremo dejansko na volišče in damo svoj glas. Dve največji skupini sta seveda evropski socialisti in pa Evropska ljudska stranka. Ti dve stranki predstavljate največjo večino v Evropskem parlamentu in med njima dvema je tudi potem ta sedež predsednika Evropskega parlamenta. Dogovor med tema dvema poslanskimi skupinama je, da imate si mandat 5 let, razdelili na 2 leti in pol. In sicer 2 leti in pol ena poslanska skupina da človeka, ki je predsednik Evropskega parlamenta, in drugi 2 leti in pol da druga poslanska skupina človeka, ki je predsednik Evropskega parlamenta. Na ta način te dve stranki, ki predstavljajo, kot sem rekel, dvotretjinsko večino praktično obvladujeta Evropski parlament. V redu? Kje je Desus? Desus je med liberalci. Na Evropski liberalci. Evropski svet, se pravi, prej smo se pogovarjali o zakonodaji veji oblasti. Evropski svet je najvišji organ, ki ga Evropska unija ima. Od Lizbonske pogodbe je to permanenten organ, prej ni bil, se je sestajal po potrebi, zdaj pa je permanentno. In se sestaja na ravni najvišjih nacionalnih predstavnikov. Kaj to pomeni? Da so vse noter vabljeni izključno premijeji, se pravi predsedniki vlad, držav članic, in ena izjema, Francija. Zakaj? Ker ima polpredsedniški sistem
In pri njih predsednik republike dejansko ima oblast v rokah, se pravi, on vodi državo. Kot recimo, če bi bila ZDA članica Evropske unije, bi predsednik sedel tukaj, ne drug, ker je predsednik izvršni vrh. Enako velja v Franciji. Tudi gospod Hollande hodi vedno na seje tega organa, da za ta organ je značilno, da se vse strateške odločitve dogovorijo tukaj. Kako recimo širitev unije, razne politike unije, azilna taka, drugačna, tle gor se dogajajo največje in najpomembnejše odločitve. Ja? Dolgo časa predsednika tega organa niso imeli, ker se niso mogli preprosto povedano zmeniti, kdo bi bil. In so imeli rotacijo, 6-mesečne rotacije in vsakih 6 mesecev so menjali po abecedi držav članic. Z Lizbonsko pogodbo smo dobili nov institut in to je predsednika Evropskega sveta. To je pa tak svet. Okay. Ta gospod je bil predtem predsednik vlade na Poljskem in so ga izmed sebe, to države članice izvolili na najvišji plačevalski ravni, imenovali za predsednika Evropskega sveta. Mandat je 2,5, s možnostjo podaljšanja 2,5. Konec. Spravi, ampak pomembno moramo nekaj vedeti. Gospod Tusk, on ni nadomestek za kogarkoli, ki sedi za mizo. On je neke vrste, kakor generalni sekretar. On na odločitve ne more vplivati. On skliče predsednike vlad, se z njimi dobiva, usklajuje stvari, nikakor pa ne more on v imenu predsednikov vlad sprejeti karkoli. Nikogar. Se pravi, on ima funkcijo, ne vem, kako sem rekel, generalnega sekretarja, se pravi, nekoga, ki pelje, da ta organ dejansko teče gladko, da se gradivo dostavljajo, da se recimo dobi z, ne vem, gospod Merklovo, pa še s kom pa skladijo pred srečanjem kakšne stvari, ki so odprte, ne? Pa poskuša pol enkrat k enemu, pol k drugemu, pa malo se pomenijo, da poskušajo priti do nekih konsenzov. Namreč, odločitve na te ravni se praviloma sprejemajo s konsenzom. In se pravi, da se mora vseh 28 primerov strinjati z nečim. Zdaj boste pa rekli, jaz kaj pa če jeden ne. Ja, lahko se tudi to zgodi, ampak potem se potem reče diplomacija. Pa vas pa kdo obišče, pa reče, a si siguren, da bo tako? Pa ti reče, veš, če bo pa tako, bo pa ne, in pol ti reče, zdaj sem sam slabo razumel, veš kaj, temu se ni izmenil. Temu se pa reče diplomacija. Se pravi, teža držav članic je različna. Čeprav, prej ste v Evropskem parlamentu videli, to moram poudariti, v osnovi Evropska unija izhaja iz tega, da smo vsi popolnoma enakopravni. Vse države. Ampak, če pride na večer gospa Merkel ali pa premijer Malte, je mečkrat razlike. Kogarkoli hoče to obrniti, pa priznati, pa razlike. Torej, gospod je zdaj predsednik in bo, če bo vse posreči 5 let, do konca sklica mandata 2019. Evropska komisija je organ, ki je v osnovi ekvivalent nekovajih vladi. Se pravi, če parlament sprejema zakone, jih komisija udejanja. Ona je tista, ki skrbi, da države članice to, kar podpišejo, v resnici potem tudi izvedejo. In to je kar težka naloga. Države članice so zvite, da jih poravnam zanaša. Namreč one marsikaj sprejmejo, pa kar pa nič ne vejo, pa to, pa res, pa nič nismo vedeli, da so nam povedali. Če država članica ne izvaja zakona, ki je bil sprejet v Evropskem parlamentu in stopil v veljavo, potem seveda lahko sledijo tudi kazni. In komisija ima tukaj na tej točki možnost, da preganja poredno državo članice. Slovenija se je 2-krat znašla pred tem, da bi šla v pregovor. Sigurno se boste spomnili vinjet. Vinjete. Pomnite se. Kje je bil problem? Slovenija je dolgo časa imela samo 2 vinjeti. Letno, pa polletno. In kaj potem stric iz Graca, se pele na Adriatični smer in on pride na kupom vinjeto, ja, letno boste, ne? Ne bom letno, čakajte malo, jaz grem gor pa dol, jaz grem samo na dopust, kupam se pa grem domov. Ja, ne, čakajte, bo tudi letna, ne? Ja, pa ko se je bo samo enkrat dol, ja, to nas ne briga, to pomeni,
Evropi, čemu država ne sme držati štanga. Namreč vsi v Evropejci moramo v državah članicah imeti v narekovajih enake možnosti. Se pravi, če gre gospod Fritz enkrat dol, potem seveda ne moramo od njega pričakovati, da bo kupil letno vinjeto in se potem sam za foro pelal gor pa dol, da bo izkoristil vinjeto. To ne gre. In dolgo časa je Republika Slovenija se delala Francoza. Pa smo rekli, glih kar bomo, zdaj bo pa nov minister, delamo na tem. Pa spet drugi, zdaj je spet nov minister, delamo na tem. In do točke, ko je Slovenija začela graditi Gruškovje, in je seveda poslala komisiji zahtevek za evropski denar za avtocesto. No, to je pa komisar rekel, Slovenije je, to so oni, ki nočejo vinjete, kje možemo predati? Kaj rabto, ne vem, trebamo nekaj časa, vse bomo, čez 2-3 leta bomo pa najde pa še morda. Temu se reče blag princip pritiska na članico. Bokajte, pa boste dobili. To je to. Tako da komisija mora to delati in to je zdaj najpomembnejše. Komisarji, čeprav prihajajo iz držav članic, niso tam zato, da ščitijo nacionalni interes. Ga ne smejo. Ker če ne je razpad sistema. Pa bi naša komisarka ščitila nas, Nemčko, Nemčijo, konc bo. Se pravi, čeprav prihajajo iz držav članic, ne smejo ščititi nacionalnega interesa. Komisija je največji organ Evropske unije, zaposluje 30,000 ljudi, je podpora vseh uradnikov in več, in ti uradniki podpirajo delovanje komisarjev. Vseh komisarjev zdaj tukaj, 20, se pravi, vsi, ki so trenutno na oblasti pod predsednikovanjem gospoda Jean-Claude Junckerja, on je predsednik Evropske komisije. Vsak komisar, tako kot v državi, ima portfolio ali pa recimo temu resor. Se pravi, finančno, gospodarskega, tega znanosti, oboževanja, vsak pokriva svoj resor. In njegova naloga je, da pri tem svojem resorju bdi nad državami članicami in seveda potem usmerja, kolikor države teh zadev ne izvajajo. Da so pa močna, da je Evropska komisija močna, je pa nekaj pomembno vedeti. Evropska komisija ima v rokah evropski proračun. Oni so tisti, ki delijo denar državam članicam po različnih projektih. Zaradi tega je njihova pozicija v tem smislu zelo, zelo močna. Ne more pa Evropska komisija razsojati, to pa moram poudariti. Evropska komisija lahko sproži postopek proti državi članice, ne more pa ona razsojati. Zato imamo pa tretjo vejo oblasti, to je Evropsko sodišče. Ne ga mešati z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Sta dve instituciji popolnoma ločeni, ki pripadate popolnoma ločenim organizacijam. To ne smemo zamenjevati. Tam imate Svet Evrope, tle imate pa Evropsko unijo. Pa Evropsko sodišče je pa tisto, ki tolmači evropski pravni red in komisija v tem primeru nastopi neke vrste kot tožilka in prinese primer, recimo Slovenija proti tem in se tam potem razsoja, ali dejansko Slovenija sledi pravnemu redu ali ne, ampak sodišče v tem odloča, ne komisija. Imamo kar nekaj odmevnih sodb, zelo odmevnih sodb. Recimo, Francija je pred nekaj 3-4 leti počala z največjih kazni do sedaj, ker niso hoteli implementirati velikosti lukenj v mrežah ribiških. Zdaj, seveda, to se sliši zelo paradoksalno, kaj pa naredi ribiške mreže? Namreč, komisar za kmetijstvo in ribištvo je ugotovil, da z gostimi mrežami, ki so jih imeli francoski ribiči, delate prelov, se pravi, da vi iz morja poberete praktično vse in na ta način ubijate morje, ker se ne more regenerirati v smislu novih rib. In takrat je bilo naloženo zakonodajo v Franciji, da mora to rešiti in so se Francozi delali Francoze. In pa šteje kazen. Mislim, da je 150 milijard evrov. To je oren, ki je pa denar. Hočem povedati, da Evropska unija, če kaj, je natančna in to, da bomo se mi nekaj zmenili, ker se dosti krat poskuša tudi na ravni naše države, mi se bomo že nekaj zmenili. Proti uniji se ne bomo, ker tam je nekdo, neka teta, neki stric, ki bo vzel in rekel, ne, to pa ni tako. Nazaj.
In teh nekaj primerov, če ste slučajno spremljali po Sloveniji, je zdaj kar odmevnih. Imamo, mislim, da v občini imamo Kromok Trbelno, ker je bil problem, malo so prilagajali izvedbo širokoposlovne povezave v občini, pa so se malo, kar se teh priključkov tiče, so prilagodili stvari. Mislim, da sem bolnica Slovenija, rad smo težave z energetsko sanacijo in. Ampak tle je nemilosrdna komisija. Komisija to ne reče, ko se pravila, če posežete, imate problem. Izvolite. Kam pa gre ta denar? Nazaj evropski proračun. Nazaj evropski proračun, tako. Bomo, ja, izvolite. Aha, super. Ja, pravilno, hvala za večer. No, to je, če bom zdaj malo ciničen, $1 million question. Namreč dejstvo je naslednje, da se moč držav odraža tudi pri razdeljevanju resorjev. Praviloma države, ki so gospodarsko, finančno in drugače močne, zelo močne, imajo drugačno vlogo pri teh pogovorih, kdo bo kjer resor dobil. Je pa tudi res, da to je vse stvar političnega dialoga. Nekega, bom rekel, pravila ni, ki se tega tiče. Slovenija, jaz moje mnenje, če hočete, je sorazmerno dobro odnesla, ker promet, področje prometa in prometne infrastrukture, gledano finančno, gledano v smislu pomena za Evropsko unijo, je zelo pomembno področje. Tako, te smo dobro odnesli. Se pravi, to se vsakič naredi razresno novo in v bistvu na Evropskem svetu, se pravi na najvišjem organu, ko ta dialog teče, vse te zadeve usklajujejo. Je pa res, tako moram podati, da je tudi zelo pomembno, ali ima država tako imenovane referenčne ljudi za resor, ki ga on hoče imeti. To je pa tudi pomembno. Se pravi, predsednik Evropske komisije hoče imeti za sodelavca nekoga, ki na tistem področju resnično nekaj ve zakaj, ker na koncu bo on itak odgovoren tudi za to, če bo on ga pihnil mimo. In seveda si želi imeti ekipo, ki ga bo strokovno toliko suportirala, da ne bo prišlo do kakšnih res ekscesnih situacij. En podoben primer ekscesne situacije se nameni, namreč, če pride do kršitve, če komisar dela v neskladju z evropskim pravnim redom, recimo nesmotrno porablja denar in še kaj, potem se lahko zgodi odstavitev. Enkrat do zdaj v Evropski uniji, v zgodovini Evropske unije smo imeli tak primer. To je bil Jacques Santer, zelo znan politik, on je bil takrat predsednik Evropske komisije, je imel težave z komisarko iz Francije, ki je, bomo uporabili izraz, nenamensko porabljala denar. In namreč, ko vi daste poročilo Evropskemu parlamentu o porabi denarja in seveda Evropskemu računskemu sodišču, potem tam lahko pride do, recimo, temu čudnih anomalij. In lahko se sproži postopek odstavitve, ki je pa zdaj catch. Ne morete odstaviti enega komisarja, zaradi tega, ker se lahko odstavi samo komisija v celoti. In zaradi tega je zelo pomembno, kakšne kompanjone imate v komisiji, ne za svoje sodelavce. Namreč, zakaj so ta institut uvedli, da komisarji med sabo delajo tako imenovani checks and balances. Ker če ga bo sosed lomil, bom tudi jaz lahko šel. In na ta način jih v narekovajih poskušamo disciplinirati. Že moramo zaključiti, ker vidim, da je čas. Zdaj še na koncu še Evropski, oziroma Svet Evropske unije. Se spomnite, ko smo rekli izvršna veja oblasti, zakonodajna veja oblasti, sodna veja, sodno smo rekli, imamo sodišče, zakonodaja smo rekli parlament in potem smo rekli, parlament si pa deli to moč zakonodaje še z nekom, to so pa ti gospodje. To so pa nacionalni interesi držav članic. V svetu EU se sestajajo ministri držav članic. Vsak sklic je namenjen posameznim področju. Recimo, če je tema promet, potem pride prometni ministri skupaj. Če je vprašanje zunanje politike, pride zunanje ministri skupaj. In tako dalje in tako naprej. Ampak, kot rečeno, oni se sestajajo po resorjih in svet je tisti, da prikima v narekovaj, da se strinja z nekim predlogom zakona. Če ne pride do sozvočja med parlamentom in svetom o nekem predlogu zakona, ta zakon ne more iti skozi. In to je tisto, kar sem uvodoma povedal, se pravi zaščita nacionalnih interesov na eni strani, pa na drugi strani delovanje unije oziroma interes evropskega državljana. To se ves čas tehta. In da zaključim, ker se čas res izteka, bomo lahko še nekaj stvar povedali, če želite, to smo že se pogovarjali.
Proračun je toliko, se pravi 270 evrov prebivalstva oziroma proračun Evropske unije je specifika. Zakaj? Sprejema se v osnovi za 7 let. Za 7-letno obdobje. Temu se reče Evropska finančna perspektiva. Zakaj je tako dolgo obdobje? Mene doskrat vprašajo, kaj bo čez 7 let kdo to ve? Razlog je v tem, da črpanje sredstev iz evropskega proračuna je pogojeno z zelo dolgotrajnim procesom priprave projektov. Se pravi, če mi recimo želimo, bom pa zdaj čisto banaliziral, občina želi zgraditi kanalizacijo in bi rada evropski denar. Je postopek zelo dolgotrajen. Zakaj? Najprej je treba projekt izrisati, potem je treba projekt utemeljiti, izračunati finančno vrednoto. Potem ta projekt gre na vlado Republike Slovenije, ga vlada vrednoti. Ko ga vlada poštima, ga postavi v vrsto za članstvo, oziroma za sofinanciranje evropskega denarja. In ta postopek traja lahko tudi 3 leta, pa niste ni še lopate zapičili. Pa morate pa še zgraditi v tem času, da porabite ta denar. In pol komisija še pride na teren pogledati, če ste vi to res izvedli. In ker je ta postopek dolg, se dejansko proračuni v Evropski uniji pakirajo po 7 let. In temu rečemo Evropska finančna perspektiva. Je pa res, da vsako leto pa ima se denarno razporano, ki znaša C850, potem pa to razvide in pride tudi na 150 milijard. Tu ni malo denarja. Je pa res, da če ta proračun daste ob bok resnim narekovajem proračunom velikih držav, je pa to resnično drugič. Za Slovenijo se je 150 milijard na leto ogromno. Kuk je naš proračun? 8. Tako. 8 pa še malo kredita zlava, je naš proračun, evropski pa 150. Če povzamete drugo skrajnost, ZDA recimo, pa ugotovite, da na leto, sem tako malo za vojake, porabijo na leto 850 milijard. Tako malo za nekaj del. To sta dva ekstremna. No, kakorkoli že, denar iz evropskega proračuna je pomemben, pa sem to. Ta denar državi članici ne pripada po principu kovček v roke. To dostikrat tudi politike še drug zamenjuje. Mi imamo v teh 150 milijardah, v tej finančni perspektivi, pa v 850 milijardah, pa mi na razpolago, pravica prava se tebe reče, 3,2 milijarde. 3,2 milijarde, kar je veliko denarja. Ampak poudarke na njeni besedni zvezi pred tem. Pravica porabe. Veste, kaj to pomeni? Da ta denar ne pride kar v Slovenijo, pa ga nekdo da. Ampak za ta denar rabite vi dobre projekte, on morajo ti projekti biti dobro izpeljani, morajo delovati in ko je to vse zapoštimano, potem vi lahko dejansko ta denar koristite. In tle imamo mi dejansko težavo. Se pravi, mi imamo pravico porabe, ampak potem, ko potegnete črto, pa ugotovimo recimo zdaj to finančno perspektivo, ta trenutek, se pravi, ki bo trajala 2020, imamo pridobljenih sredstv iz naziva Evropske unije nekje med 5-10%. Pa je 5-10%, pa smo že na polovici. Spet bomo lovili zadnji rok in poskušali še nekaj vleti, kar ni dobro. Okay. Kje so prihodki, tukaj si lahko berete, največji del seveda mi plačamo v tako imenovani obliki članarine, torej direktno v proračun, in tukaj zdaj prihaja besedna zveza neto prejemnice pa neto plačnice. Tukaj se skozi vrti po televiziji. Torej, mi plačamo v Evropsko unijo določeno količino denarja, vejca, lahko pa jo dobimo nazaj še malenkost več. Vejca če. Se pravi, če imamo dobre uradnike, dobre vlade, snedljive ljudi, bodo prepeljali denar nazaj. Če pa ne, bo pa tam ostal, ko bodo uporabili strice v drug. Ker mi tekmujemo na trgu z našimi članicami. Ta denar ni kar naš. Še enkrat moram to povedati. Ni kar naš. Glavno, mi trenutno smo še neto prejemnice. To pomeni, da še dobimo več, kot plačamo. Vendar, spet do vejca, koliko časa še, je pa vprašanje razprave za naprej. Okay. Zakaj biti član? Tukaj je nekaj stvari, ki lahko izkoriščamo, so pa Evropski socialni sklad, regionalni sklad, kohezijski in pa teritorialno sodelovanje, možnosti za naše učinkovanje v Evropski uniji, veliko pridobimo sredstvo prav tako, ponovno smo vrlo odvisni od nas, kako bomo pri tem uspešni. In na koncu, to je pa dejstvo, ki sem ga naštel, na koncu lahko rečemo, da je Evropska unija pomembno
prispeva tudi k varnosti, čeprav seveda ima marsikdo pozdravlja vprašal. Pa ste rekli, pa koliko lahko Evropska unija pa varnosti, pa samo skozi težave. Imamo jih, te težave bi morali reševati učinkoviteje, hitreje, se strinjam, vendar je zelo težko. Sem vam že vodoma povedal, da pogled na to, kako se nek problem rešuje, ni nam vsem enak. In to lahko zdaj vidite pri begunski krizi. Mađari imajo svojstven pristop k reševanju tega vprašanja. Pač, pa bom karikiral, postavil 6-metrski zid, pa veter je zgor, pa bom jel. To oni vidijo reševanje tega vprašanja. Nekdo drug seveda ga vidi pa drugače. In zdaj je treba najti tako imenovani zlati res, oziroma nek skupen imenovalec, kako bomo to stvar reševali. Pomembno, vsaj po mojem mnenju je, in tukaj padamo vedno, reševanje krize, recimo begunske krize, se ne začne na zunanji meji Evrope. Napačen pristop. Ampak se mora reševati ta problem na izvoru. In tle pa Evropska unija žal vedno znova pade. Se pravi, odgovor na vprašanje, ali Evropska unija je globalni igralec, ki lahko pomembno vpliva na potek določenih stvari, žal odgovor ne. Ne pa iz dveh razlogov. Prvič, ker so vedno v ozadju nacionalni interes. Žal. In igrajo ljudje pod mizo. Recimo, mimo glede napad na Libijo, ko so Gaddafi odstranili. Se spremljajo to. Ne se Libijo govori zdaj, 3 leta nazaj. 2 države ste to želeli narediti. Francija pa Velika Britanija. Plačujemo pa vsi problemi. Pa ne, da narobe razumem, gospod Gaddafi ni bil nič prijazen človek, daleč tega. Ampak, narediti problem, potem postopati nazaj, potem je pa to od vseh problem, pa ni fair. Torej, nacionalni interesi na eni strani so problem pri reševanju stvari na izvoru, in drug problem je viri, oziroma s čim mi lahko igramo na globalni karti šah. Mi nimamo figure. Zakaj jih nimamo? Ker države članice ne pristanejo na to, da bi oblikovali neko evropsko vojsko, ne pristanejo na to, da bi oblikovali evropsko policijo, zdaj, ker imamo nacionalni interes in za nas je to zaenkrat nespremljivo. Ker če danes rečemo mi kot Evropejci, zdaj se pa spet na začetek vrnemo, pejmo mi v Sirijo red narediti, ne rekovali. S čim pa? S kom pa? Vsi ga ni. In v tem smislu mi kot Evropska unija v globalnem smislu mi teh stvari ne uspemo reševati. In zaradi tega se vedno znova čudimo, kako nam to nekdo potem povedati. Ampak še enkrat, na viru se rešujejo te problemi, ne na naših mejah. Ko so na naših mejah, je to daleč popolna stvar. Ni načrtov. Ni načrtov. Ne. Ni načrtov, veste, za tega, ker bi morali spet načeti tisto temeljno vprašanje, in to je omejevanje nacionalne suverenosti. Veste, če ste slučajno spremljali zadnji čas okrog te begunske krize, pa je Bruselj je predlagal neko skupno rešitev, recimo temu delitev bremena. Pa so rekli v redu, gledajte, begunci so tle pred dejstvo, nekaj treba narediti. In so rekli v redu, vsak jih bo vzel nekaj. Koliko jih je ne bilo za to, da jih bodo nekaj vzeli? Noben način. Tim je težava. Veste, mi smo, pardon izrazu, smo malo hinavci, Evropejci smo malo hinavci. Veste, mi bi delili takrat, ko je nekaj za razdeliti, Ker pa treba nekaj prevzeti nase, takrat ni pa dobenega vrsti. Ker pa vsi volijo nekaj, imamo šporhe, in tukaj je problem. In dokler ne se pravičujem, dokler ne bomo prišli tle do tega, da si skupaj v dobrem in slabem. In da včasih pozameš tudi nekaj, kar ni lahko in ni dobro. Ampak bo imelo nek povraten učinek čez čas. Dokaj tega ne bomo vzeli kot Evropejci zdaj govorili, pa bomo problem. Izvolite. Ja, dajte se strinjam. Sam veste, ne nam je težko, pa vam bojo pa rekli, zdaj pa vi meni dokažete odgovornost, To je tako, vem, kaj hočete reči, sej se z vami načeloma strinjam. Sam težava je, ko pride enkrat do tistih hard caseov, ko pa moraš za vsako stvar imeti dejansko nekaj dokumente, papirje in naprej. Sej veste, bomo pošteni. Marsikomu, ne marsikomu, mnogim kriza v Siriji in vojna v Siriji odgovarja. Mene nihče ne bo prepričal, da vsem globalnem arzenalu niso ljudje sposobni reda narediti, seveda so ga.
ampak je interes nekaterih igralcev čist drug. Nekomu paše, da ima Evropa težava z begunci. Eno drugo paše, da tam orožje prodaja. Enemu tretjemu paše, da tam teče nafta nenadzorovano marsikam in se zato nič ne plačuje. In. V tem so težave. In v tem smislu, v geopolitičnem smislu, zdaj smo pa na najvišji možni ravni, ko se pogovarjamo na ravni recimo ZDA, Ruska federacija, Republika Kitajska in tako naprej. Na tej ravni mi težko igramo. Zakaj? Ker se mi med sabo ne moramo zmeniti. Za razliko od Američanov, ko gospod Obama nekam pride, je jasno, kaj je njihov interes. In on ga bo povedal. On se ne bo nekam skril. Da ne govorimo o gospodu Putinu. On ga bo šel odigral ta interes, ne sem povedal. Mi se pa ne moramo zmeniti, kaj je naš interes, ker je francoski tak, britanski tak, nemški spet malo drugačen, bom grbi rekel, nas je tako me ne vpraša in tako naprej. Skratka, tle je problem. In težko bo postati globalni igralec brez neke centralizirane oblasti. In dokler bomo mi se spraševali, po kateri poti bomo šli, ali po poti nadnacionalnega oblikovanja Evropske unije, ali po poti prijateljev za šankom, potem mi ne moramo nastopiti na tej partiji. Ker nas bo vsak vprašal, in s tem bom zaključil, da ne bom predlečil rekel, ko so Henry Kissinger, ki je bil zunanji minister, ZDA vprašali, oziroma je moral poklicati v Evropo, veste kaj je rekel? Jaz ne vem, kaj ne pokličam, s kom se pa pogovarjal? Ljubim se zavodni govoril. Dobro. Vsi mi se tihi. Ta problem se neče. Kdo bi recimo mogel biti res? Ja, zdaj imamo že institut visokega predstavnika za zunanjo politiko in varnostno politiko, se pravi gospa Mogherini, ampak ona ima spet omejene pristojnosti. Ona ne more, recimo, sogovorniku reči, to bo, zato je, ker bo lahko gospod predsednik Francije rekel, mi pa se s tem ne strinjamo. In ona nima moči, da reče gospod Republike Francije, zdaj pa bo tako, ko sem tako rekla. Ker bo on rekel, čakaj malo, tudi jaz sem spravil. Veste? To je ta problem. Se pravi, resnici ni telefonske številke. Dejansko, je nekaj telefonske, samo pri nas je proces. In to naši sogovorniki ne morejo razumeti. Ko mi rečemo to pa to bi, potem se pri nas zažene proces, ki traja lahko tudi leto in pol. Se na področju kriznega upravljanja in vodenja je ravno to vprašanje. Ko mi rečemo, bomo šli reševati konflikt nekam, mi se moramo najprej dobro sesti, kdo bo šel, s čim bo šel, kdaj bo šel, pod katerim poboj bo šel, ker nemški vojak sme to, francoski sme to, ta sme to, on pa tega ne sme. In vedno se mi zmerno naredimo vojsko enoto, karkoli, tudi za peacekeeperje, to je pri nas proces lahko 2 let. Si pa vi predstavljate, da ste vi nekje v eni vojni vihri in vi čakate zdaj, da se bodo izmenili. Skratka, tle so problemi, ampak stopnje demokracije, ki smo si jo mi postavili za obliko dela, je pa tudi zavidljiva. Se pravi, če hočemo te igralce vse imeti notri, potem moramo vsega slišati. Če bomo rekli, tako bo, pa ne bomo nekoga vprašali, bomo rekel, veste kaj, hvala lepa, okak. Pa bo hmal konc Evropske unije. Se pravi, mi žal, dokaj imamo ta koncept, moramo tako delovati. Da poskušamo z krogi pogovorov skozi razpravo poiskati nek minimalni skupaj konsens, ki lahko rečemo na koncu Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost, kolegica Matriganja, ker sem že totalno počasuro, jaz sem vam fulu priključujem, da sem vam preveč zamojil, če imam kdo karkoli zaprašati, sem seveda bo. Lep dan že naprej.